lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Ljudskem vrtu, ki se počasi tudi pridno polni na ta zelo lep sobotni oktobrski dan. In 97-tič v svoji zgodovini se bosta pomerili moštvi Maribora in Celja. Rok Štravs se je medtem že pobral stal, tako da mariborska akcija teče. Kronaveter je odločen tam podati proti Hotiču. Hotič išče prostor mimo Vidmajerja in to je bila vratnica, če sem videl prav. Tule že celo večnost niso uspeli zmagati. Nazadnje jim je to uspelo pred 2 sezonama. Proti koncu letev, priložnost zdaj na drugi strani. In so tu in tam kar uspešni, no to pa je zdaj dober prehod v napad. 4 Celjani napadajo, poskus, tole gre mimo vrat Dario Wiesinger. Zdaj podaja naprej, ker bo Wiesinger težko dobil dvoboj s Peričičem, ampak tam je prevzel pobudo na sredini Beretičič, ki poskuša z udarcem. Ter Zahovič v konici napada, kjer igra za Celje Wiesinger. Počakali bomo, Maribor ima morda priložnost že na začetku drugega polčasa. Uspelo se je obrniti Požegu Vancašu, streljati, to da streljati je moral skozi Kronaveter. Nazaj proti Derviševiču, ki bo želel takoj zaposliti Hotiča. Dobra podaja naprej. Zaletel mora hitro teči, da tam pride do Hotiča. Hotič lahko poda, to je tudi storil. Priložnost za Vilerja, gol! Maribor v 49. minuti prihaja do vodstva. Hitra akcija, ki jo je začel z odlično podajo Amir Derviševič. Tudi zanje človek lahko vesel, da je bil vključen v tale mariborski zadetek. In potem je steklo. In prav Mitja Viler, ki je začinil prvi polčas tudi s kakšno napako ali dvema. Proti Kronavetru, ki je dobil žogo nazaj. Zdaj ima priložnost Požeg Vancaš, ki je tam nastreljal nekoga v kazenskem prostoru. Ni še konec te akcije. Hotič, Rozman ni želel ničesar prepuščati na ključju. Derviševič, ki je danes seveda dodatno motiviran, kako tudi ne bi bil. Zdaj se bo treba znovič braniti, kajti Celjanom je uspelo priti v napadalno tretjino. Tule Wiesinger bo poskušal strelom. Wiesinger in odlična obramba Jasmina Handanoviča. Slabša komunikacija med Rozmanom in Čalošičem. Kronaveter je na koncu prišel do strela, priložnost morda za Zahoviča. Kronaveter in blok Josipa Čalošiča. Tako, videl sem, da v prvem polčasu ni bilo nobenega prostora in ta druga žoga je bila velikokrat njihova. Vendar smo se v polčasu potem dogovorili, da ker smo videli, da je to čista delavska tekma. To pomeni, da bo tu potrebno izkoristiti prostor, ki nam bo nasprotnik ponudil. To smo naredili takoj pri prvi čudoviti akciji, ko smo zadeli in potem si ustvarjali priložnosti sproti napadov. Tako da mislim, glede na to, koliko skrat smo zaključili na gol oziroma kako blizu smo bili še kakšnega zadetka, da smo si to zmago tudi zaslužili, vendar zelo prigarali. To pomeni, da danes proti zelo dobrem tekmecu nismo imeli veliko prostora, v prvem polčasu sploh ne. Tu nam ni igra stekla. Jasno je, da se malce pozna prejšnja nedelja, da se je malce poznala danes, vendar smo vsi skupaj zelo zadovoljni zaradi 3 točk. Torej, vedeli smo, da Maribor je nevaren, kljub temu, da je bila naša podoba dobra v prvem polčasu. Zmanjkalo je tisto 6, 7, 8 situacij, kjer rabimo zadnji pas zadet oziroma zadnja tista mirnost, kjer bi lahko tudi gol dosegali, ampak je bilo preveč napak, sploh v drugem delu tekme. Maribor smo enkrat pustili, izpadali naivno in Maribor je znal to kaznovati.